Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje. Pričenjamo slavnostnim dogodkom širitve Združenih rastočih knjig sveta, ki sodi v prepoznavni del projekta Rastoča knjiga pod častnim pokroviteljstvom Državnega sveta Republike Slovenije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Narodne in univerzitetne knjižnice, Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Agencije za knjigo in Mestne občine Ljubljana. Dovolite mi, da z veliko častjo med nami pozdravim tudi ugledne goste. Med nami so gospod Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, njegova ekscelenca ambasador Pavel Červinski, veleposlanik Republike Poljske v Sloveniji, akademik profesor dr. Boštjan Žekš, predsednik Društva Rastoča knjiga, gospod Aleš Čerin, podžupan Mestne občine Ljubljana. Prisrčen pozdrav vsem ostalim prisotnim gostom, poslancem in državnim svetnikom, članom in podpornikom Društva Rastoča knjiga, sodelavcem ambasade Republike Poljske, predstavnikom ambasad držav, ki že sodelujejo pri projektu, in vsem ostalim. Med nami prav tako toplo pozdravljamo idejnega snovalca zamisli Združenih rastočih knjig sveta, gospoda doktorja Janeza Gabrijelčiča. Spoštovani, pomnik Združenih rastočih knjig sveta izhaja iz ideje, da je tako kot vsak posameznik, tudi vsaka država nekaj edinstvenega in prispeva dragocen kamen v mozaik svetovne kulture, kulturne, znanstvene in umetniške dediščine. Vsa ta pisana množica raznolikih delcev lahko ustvarja sporočilno, estetsko in harmonično celoto mozaika le, če je med seboj povezana. Združene rastoče knjige sveta so način, da s pomočjo bogatstva kulture in s poudarkom na literaturi razvijamo in spodbujamo učenje, razumevanje, toleranco, človečnost med vsemi narodi in državami sveta in s tem pripomoremo soustvarjati okolje mirnega sobivanja ter ustvarjanja v medsebojnem spoštovanju. Da le z razumevanjem drug drugega ustvarjamo boljši svet, je eno najpomembnejših sporočil Združenih rastočih knjig sveta, ki ga iz tega lepega parka sporočamo vsem narodom sveta.
Spoštovani, k besedi vabim predsednika Društva Rastoča knjiga in svetovalca predsednika Republike za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, gospoda akademika, profesorja dr. Boštjana Žekša. Izvolite. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, gospod predsednik Državnega sveta, gospod veleposlanik, predstavniki ambasade, predstavniki mesta, vsi prijatelji. Jaz bom čisto kratek. Rad bi poudaril le, kako me veseli. Kako me veseli, da se spet vidimo, da smo spet skupaj in da se temu lepemu projektu pridružuje tudi Republika Poljska. Če človek pomisli, se pravzaprav čudi, da Poljska ni že vključena v to. Ampak bolje z rahlo zamudo kot nikoli. Za Poljsko vsi vemo, da ima bleščečo literaturo, 6 Nobelovih nagrajencev, tako da nalogo, ki ste imeli na veleposlaništvu, da zberete najboljšega, da zberete svojega najelitnejšega predstavnika, ste izpolnili. Vem pa, da je bila to težka naloga. Zbrali ste predzadnjo Nobelovo nagrajenko, s tem, da se je med vašim izbiranjem pojavila že nova. Tako da mi takih težav z Nobelovimi nagradami nimamo k sreči. Veseli me pa, da ta del, ki združuje svetovno knjigo, lepo raste tukaj, predvsem po zaslugi mesta Ljubljane, in da se lepo dopolnjuje z Navjem tam gori, kjer je pa slovenska elita literature zbrana. Tako da v neki fazi bomo vsi skupaj, vsi bomo brali, vsi se veselili in hvala lepa. No, spoštovani, sedaj k besedi vabim pomembnega podpornika projekta, podžupana Mestne občine Ljubljana, gospoda Aleša Čerina. Lepi dan vsem zbranim. Jaz sem mislil, da smo vreme zrihtali, pa ga očitno nismo, ker nimamo vpliva tam gor. Posebej pozdrav predsedniku Državnega sveta, gospodu Kovšci, predsedniku Društva Rastoča knjiga, gospodu dr. Boštjanu Žekšu in pa ekscelenci veleposlanikov Republike Poljske v Sloveniji, gospodu Pavlu Červinskem. Naključje je hotelo, da je danes skupna številka 14. In sicer, da je 14 let, odkar imamo tukaj Rastočo knjigo in da je Poljska 14. država, ki se je pridružila temu lepemu projektu. V maju mesecu je naša Rastoča knjiga zrasla še za 2 cm z novim verzom našega znanega poeta gospoda Novaka. Ne pozabiti, da poleg tega projekta, da je bila Ljubljana svetovna prestolnica knjige leta 2010 in leta točno pred 200 leti prej se je pa rodil znani skladatelj Friedrich Chopin in naše odlično sodelovanje z ambasado Poljske se je pokazalo že takrat, ko smo pod Kongresnim trgom odprli prehod Friedricha Chopina z njegovim kipom. Bogatejši smo še za eno državo, še za eno podpornico Rastoče knjige in s tem je tudi ta kraj, Severni park, za katerega tako lepo skrbimo, bogatejši. Hvala lepa. Spoštovani, k besedi sedaj vabim veleposlanika Republike Poljske v Sloveniji, njegovo ekscelenco gospoda Pavla Červinskega.
Spoštovani gospod predsednik državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, spoštovani gospod profesor Boštjan Žekš, predsednik društva Rastoča knjiga s sodelavci, spoštovani gospod Aleš Čerin, podžupan mestne občine Ljubljana, drugi visoki gostje, dame in gospodje. V čast mi je, da imam to izjemno priložnost, da se danes udeležujem slavnostne otvoritve polskega portala projekta Rastoča knjiga v Ljubljani. Vsem prisotnim bi predvsem naprej želel posredovati iskreno opravičilo gospoda Stanisława Karczewskiego, predsednika Senata Republike Polske, ki se zaradi nepričakovanih obveznosti vezanih na parlamentarne volitve žal ni mogel udeležiti današnje slovesnosti. Dame in gospodje, kot veleposlanik Republike Polske se že od začetka svojega mandata zauzemam za intenzifikacijo i poglobitev odnosov med našimi državami in narodoma. Na tem področju igra kultura posebno vlogo, saj je njen jezik univerzalen. S pomočjo kulture se različni ljudje bolje razumejo in v njej najdejo teme za pogovore, ki niso obremenjeni s tekočimi političnimi dogodki, niti s vsakodnevnimi stiskami, ali z noro hitrostjo današnjega življenja. V okviru kulture pa sta seveda poleg drugih pomembnih področij najbolj učinkoviti sredstvi za dosego tega cilja še vedno književnost in jezik. Dovolite mi, da se z tega mesta najiskrenije zahvalim vsem prevajalkam in prevajalcem del polskih avtoric in avtorjev v slovenščino, še posebej gospe Roski Štefan, ki je slovenske bralce popeljala v čudovit in misteriozen svet poezije Wisławy Szymborske. In prav v kontekstu te poezije, ne po naključju, poudarjam vlogo prevajalcev. Če poznaš književnost drugega naroda, njegove pesmi, legende, pravljice, poznaš njegovo dušo. Seveda je najboljše, da vse to bereš oziroma poslušaš v izvornem jeziku, torej v jeziku, v katerem so nastale. Vendar nihče ne more na ta način poznati vseh del vseh velikih literatov. Preprosto nihče ne zna toliko jezikov s vsemi njihovimi nijansami in posebnostmi. V tem kontekstu naj omenim našo drugo Nobelovo nagrajenko, Olgo Tokarczuk. Skoraj vse njene knjige so po zaslugi odličnih prevodov poznane slovenski javnosti. Navedel pa sem samo malo številne izbrane primere, ki potrjujejo, zakaj so prevajalci tako pomembni in zakaj jih še toliko ne bo nadomestil noben računalniški program, niti nobena elektronska naprava. Književni prevod namreč zahteva razumevanje skrivnega, prikritega pomena besed in postavljanje ene intimne vezi z avtorjem, čigar misli mora prevajalec spoznati in posredovati bralcem. Vesel sem, da bodo odslej odlično prevedeni verzji Wisławy Szymborske prostavljali polsko književnost ter prebivalce in goste Ljubljane spominali na trajne in prijateljske odnose med našimi narodoma. Spoštovani, naj ob tej priložnosti še omenim, da samo nekaj 100 metrov od mesta današnje prireditve na Navjeh počiva Emil Korytko, čigar ime pozna vsak slovenski otrok. Kar je prav ta polski politični izseljenec ogromno prispeval k razvoju slovenske književnosti, predvsem pa spodbujal Slovence, da kljub vsem nasprotovanjem ohranijo svoj jezik in svojo kulturno identiteto. Zares težko si predstavljam boljše sosedstvo in prepričan sem, da pokojna gospa Szymborska in gospod Korytko skupaj iz nebes skrbita za to, da je vedno več polskih knjig poznanih na slovenskem in slovenskih na polskem. Ob tej priložnosti bi rad izrazil svojo globoko hvaležnost vsem, ki so prispevali k temu plemenitemu projektu, še posebej društvu Rastoča knjiga ter Državnemu svetu Republike Slovenije. Hvala za pozornost. Spoštovani, k besedi sedaj vabim častnega pokrovitelja projekta, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Alojza Kovšca. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni veleposlanik Republike Polske Pavel Červinski,
cenjeni akademik, profesor dr. Boštjan Žekš, predsednik društva Rastoča knjiga, spoštovani gospod Aleš Čerin, podžupan mestne občine Ljubljana, spoštovani dr. Janez Gabrielčič, idejni oče Rastoče knjige, spoštovani gostje. Rastoča knjiga je edinstven in izjemen projekt. Njegova rast je pravzaprav neomejena. Še posebej me radosti, da gre za projekt, ki se razvija v partnerskem sožitju Državnega sveta, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Narodno univerzitetne knjižnice, Mestne občine Ljubljana, Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Društva Rastoča knjiga. Po zaslugi idejnega očeta Rastoče knjige dr. Janeza Gabrielčiča smo priča družbenemu fenomenu, ki se mu aktivno pridružuje vse več slovenskih šol, vrtcev, knjižnic in drugih kulturnih inštitucij, pa tudi vse več držav sveta. Poljsko-slovenski stiki v kulturi obstajajo že stoletja. Prav zato je današnji dogodek na Navju, s katerim v svoje kulturno zatočišče Rastoče knjige sveta vabimo že 14. državo partnerico, Republiko Poljsko, nekaj posebnega in prisrčnega. Tudi iz razloga stkanih kulturnih vezi med obema narodoma ter med njunimi kulturnimi velikani. Vezi, ki so se z leti sodelovanja in povezovanja dragoceno utrdile in do danes prerasle v močno kulturno, gospodarsko, znanstveno in politično partnerstvo. Mir, sožitje, strpnost in spoštovanje. To je le nekaj skupnih vrednot, ki jih narodi, združeni pod evropsko zastavo, lahko udejanjamo zgolj z razumevanjem in spodbujanjem različnosti in enkratnosti drug drugega. Ali, kot je to v svojem verzu odlično upesnila Marija Vislava Ana Šimborska, poljska pesnica, esejistka in literarna kritičarka, Nobelova nagrajenka za književnost. Takole pravi: nasmejana in objeta, k slogi iščeva prehode, pa čeprav sva si različna, kot dve kaplji čiste vode. Spoštovani, ni naključje, da si je Republika Poljska za svojo predstavitev izbrala pesem iz obsežnega in vrhunskega opusa te izjemne literatinje, katerega dragocenost in odličnost smo Slovenci prepoznali že desetletja pred njenim najvišjim svetovnim literarnim priznanjem. In čeprav se je poetinja izogibala javnim nastopom in žarometom, bo njeno delo žarelo tukaj in zdaj na očeh številnih zvedavih naključnih obiskovalcev, ljubiteljev lepe umetnosti, kulturnikov in diplomatov. Skozi prevode Nika Ježa, Jane Unuk in Roske Štefan pa bomo še intenzivneje občudovali njene pesmi v slovenskem jeziku. S tem nam bo njena neposredna pesniška govorica, prežeta z duhovitostjo in blagoslovom pesniške muze, odstrla tančico mnogih skrivnosti sveta, v katerem živimo, ter ga z njeno pomočjo zdaj tudi morda bolje razumemo. Ekscelenca, spoštovani gospod veleposlanik, danes sem slišal zanimivo misel. Pravi nekako takole: ni pomembno, če prideš z zamudo, če si pred časom. To je boljše, kot če prideš prezgodaj in si za časom. Čestitke državi, ki je pred časom, in našemu prijateljevanju in sodelovanju na vseh področjih, še posebno na zgodovinsko-kulturnem. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala vsem govorcem za izrečene navdihujoče in slavnostne besede.
Sedaj pa prehajamo k osrednjemu trenutku našega dogodka. Širitvi Združenih rastočih knjig sveta 14. državo, Poljsko. Zelo smo počaščeni, da je Republika Poljska za predstavitev svoje države izbrala silovito pesnico Vislavo Šimborsko, ki je leta 1996 prejela Nobelovo nagrado za književnost. Pesem Nič se dvakrat ne dogaja je v slovenskem prevodu Roske Štefan išla v izboru Semen čudežev leta 1997. Vislava Šimborska, Nič se dvakrat ne dogaja. Nič se dvakrat ne dogaja, ne zgodi se, to ne mine. Vsi rodimo se brez vaje in umremo brez rutine. Če učenci najbolj trdi bi bili v svetovni šoli, bi ne zime, ne poletja ne ponavljali nikoli. Dan noben se ne ponavlja, ni podobnih dveh noči, dveh enakih ni poljubov, isti ni pogled v oči. Včeraj, ko nekdo je v pričo, mene te imenoval, mi bilo je, kot da rožo si skozi okno mi poslal. Danes pa obračam k steni, svoj obraz, ko spet sva sama. Rožo, kakšna pa je roža? Je to cvet, morda je kamen. Le čemu v to, zlati ura, mešaš nepotrebno svoje? Si, zato miniti moraš. Mineš in prav to lepo je. Nasmejana in objeta, k slogi iščeva prehode. Pa čeprav sva si različna, kot dve kaplji čiste vode. Dragi prijatelji rastoče knjige, sedaj je nastopil svečani trenutek, ko prosim gospoda predsednika državnega sveta Alojza Kovšco, veleposlanika Republike Poljske v Sloveniji, gospoda Pavla Červinskega, predsednika Društva rastoče knjiga, akademika dr. Boštjana Žekša, ter podžupana mestne občine Ljubljana, da skupaj otvorijo portal. Prosim, da se jim pridruži tudi dr. Janez Gabrielčič, idejni snovalec projekta Rastoča knjiga. Doktor Gabrielčič. Ja, bom tu. Ne. Oče. Ja, gospod Anton, prosim. Lepo prosim, vzemite. Pobrinemo tu skupaj. Dame in gospodje, se opravičujem malce zunaj protokola in zunaj programa. Jaz bi se najiskrenije zahvalil policijskemu orkestru. Gospodje, vsaka čast. To je veliko veselje nam in mislim tudi gospe Šimborski, da poslušamo tako lepo odigrano glasbo. Najlepša hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, portali Združenih rastočih knjig sveta, ob katerih smo zbrani, so opremljeni s tehnologijo QR kod, s katero lahko vsakdo, ki ima mobilni telefon, pogleda predstavitveni film Poljske in seveda tudi vseh drugih držav, ki so vključene v projekt. Zato vljudno vabljeni k ogledu v nadaljevanju.
Ob zaključku svečanega dogodka se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste pripomogli k izvedbi, Državnemu svetu kot častnemu pokrovitelju projekta in veleposlaništvu Republike Poljske. Posebna zahvala velja mestni občini Ljubljana, ki se ji v imenu Društva Rastoča knjiga, podpornikov projekta in vseh v projektu sodelujočih zahvaljujemo za vzdrževanje tega čudovitega parka in portalov Rastoče knjige ter seveda za vso logistično podporo pri dogodku. Za glasbeni program se prav tako lepo zahvaljujemo kvartetu saksofonov policijskega orkestra v zasedbi Martin Skubin, sopran saksofon, Nace Kogej, alt saksofon, Aljaž Žižek, tenor saksofon in Andrej Knap, bariton saksofon. Program sem vodil Luka Gregorič, vsem vam želim lep, s kulturo navdahnjen dan.
Wisława Szymborska. Nic dwa razy. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata, żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu Ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, współobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody.